Živijo, tukaj je Anže, poslušate podcast Apparatus, kjer legitimni člani družbe povejo, kaj počnejo v življenju. Tole pa je 196. epizoda Apparatusa, v kateri se je z mano pogovarjala Nina Granda, ki je urednica revije Outsider, ki je fajn. Sva se pogovarjala o uredniškem delu, pa malo o arhitekturi in pa balkonih v Ljubljani. Je bilo eno od mojih vprašanj. Naprej začnemo, ful hvala vsem, ki podpirate ta podcast. Če tega niste naredili, pejte na apparatus.si pošiljnica podpri. Ful hvala vsem, ki ste to že naredili, ker brez vas ta podcast ne bi obstajal. Zdaj pa bližamo tudi 200. epizodi Apparatusa, pa bom na koncu po pogovoru povedal, kako jo lahko pomagate soustvariti, se temu reče. Tako da to je več ali manj to, zdaj pa Nina. Moje prvo vprašanje, kdo si in kaj počneš? Jaz sem Nina Granda, arhitektka in urednica revije Outsider. Odlično. Pa je ful dobra urednica, to sem slišal od ljudi, ki so že pisali za revijo Outsider. Tudi zdaj na začetku hvala, da vidijo, kam naj zdaj pele. Zdaj pa tako, jaz ko sem bral, ti si že spet eden od teh ljudi, ki imajo weird kombinacijo študija. Zdaj pa prosim razlož, kaj vse si šla študirati, ker se mi zdi res v redu kombinacija, no? Povej. Začela sem tako, da sem študirala dramaturgijo na Akademiji v Ljubljani in pol sem v 3. letniku študija šla na izmenjavo Erasmus na Portugalsko, v Porto, in tam po spletu naključij se začela družiti z arhitekti in enkrat so me peljali na en fantastičen kraj, pogledati eno arhitekturo, blizu Porta, in sicer čajnico od arhitekta Alvara Size. To je taka brutalistična arhitektura, res nekaj posebnega, in me je takrat popolnoma fascinirala, prevzela in se mi je zazdelo, da mogoče je pa to še bolj zanimiv zame, da bi poskušala početi, no? Ja. Se z arhitekturo ukvarjati kot z dramaturgijo, in potem sem se čistko, no, brez nekih hudih načrtov upisala na sprejemce na arhitектuro in pol se znašla še tam. Koliko letnikov dramaturgije si pa imela narejenih? To je bilo v 3. letniku. Tri si že naredila? Ja. Ok, 2 si imela narejena, sredi 3., torej si se pa odločila za mene, v bistvu. Usporedno sem potem oboje, to je bilo na sredi, v 4. letniku sem potem oboje. Noro, to je meni, super, až človek nekaj najde. To je meni noro, ker si enkrat reče, to imam že narejen. Ampak fair point. Ja, saj v bistvu je podoben na nek način. No, to je bilo moje drugo vprašanje. A ni bilo tega strah, a znaš risati ali pa nekaj? Veš, ta arhitektura se mi zdi, da mora biti saj neka ta žilca ali... Ja, mal znam risati. Ok, je bilo vsaj ta podstat je bil, a ne? Če pa čakuješ, da gre človek na dramaturgijo, ima neke druge veščine. Ne, risala sem že od nekdaj, in me je to zanimalo, tako da ja. Je bila neka afiniteta že prej? Je bila. Okay. Predvsem pa do ustvarjanja, no? Okay. In dramaturgija jo jaz razumem bolj kot ukvarjanje s tem, kako je zgodba narejena, pa kako jo dobro povedati, predvsem na eni idejni ravni. Arhitektura je pa zelo stvarna, oziroma združuje to oboje. Moraš imeti najprej dobro idejo, ampak predvsem jo pa moraš tudi znati realizirati, oziroma ko jo že dobiš, moraš tudi se s tem ukvarjati, kako bo pol, ko bo narejena. Okay. Kdaj pa je to bilo, zaradi tega, ker tako arhitekturo zbrati na kjerikoli točki, se mi zdi v zadnjih 10 letih, z uno krizo, pa s tem, kaj je bilo, nam rekel, da jaz sem FDV naredil, tako da tudi nisem zbral nekega faksa, ki je obljubljal res neke službe zvedno, ampak tako hoče res iti v arhitekturo na kjerikoli točki, je kar pogumen v resnici, tako v zadnjih 10, ali ne. Ja, pogumno je kar lepa beseda. Ja, mislim, ne vem, kaj bi reči. Nikoli nisem razmišljala, moj prvi motiv pri tem, kar počnem, nikoli ni bil zaslužiti, hočem ful velik denarja. To pač potem pride, če dobro delaš, pa če imaš srečo, potem pač od tega tudi lahko živiš, celo dober mogoče, ali pa zmeri boljši, ampak to ni bil motiv, no. Drugače sigurno ne bi šla ne na dramaturgijo, sploh pa ne na arhitekturo. Jaz sem končala arhitekturo pol 2008, ampak sem vmes tudi, sem to diplomo kar vlekla nekaj časa, vmes sem šla namreč na Irsko, v Dublin, delati v en biro. Kot arhitektka. Tam sem kar dobila v bistvu že zaposlitev, no, redno kot arhitektka sem vodila eno manjšo skupino in smo tam delali projekte in je bilo super. No, ampak potem sem ravno zaradi želje, potem, da bi zaključila študij, se vrnila in diplomirala in pol že spet po spletu naključju ostala v Ljubljani.
Aha, okay. Ja, v času krize najhujše. Služba na Irskem, pa nazaj v Ljubljano, takrat, ko ni bilo nič. Totalen kontrast. Ja, okay. Tudi tisto obdobje je bilo, tam na Irskem je bilo še hujše. Ja, njih ni prizanesel nič, v resnici, to je tudi res. Ja. Zdaj smo v nekem tem obdobju, ki je kvazi konjunktura, pa se mi zdi, da smo že kar malo začeli pozabljati, kakšna depra je bila tam vmes. Tako res tudi jaz sebe že kdaj zelo tam, da se zdaj pa ok, pa se da sem pozabil res uno puščavo, ki je bila tam 5 let vmes, tako da ja, ne vem, jaz upam, da se ne neha itak se bo na eni točki, jaz sem zdaj že kar pripravljen, da se bo še kaj zgodil. Tudi če pogledamo nepremičninski trg in vse to je zelo podobna zgodba, kot je bila pred 10 leti in sam upam, da so se vsaj pristojni, kaj... res, pa upanje, okej. Upanje pač ostaja, Sej to lahko malo navežem še naprej na študij, ker pol še nadaljevanje študija je bilo pa dost kasneje, leta 2014 sem se pa vpisala še na Dunaju. Tega sem hotel, na Fakulteto za uporabne umetnosti, Die Angewandte, tam sem pa vpisala študij kuratorstva in kulturnega menedžmenta. Ta izkušnja je bila zelo zanimiva in zaradi študija in pa tudi in predvsem zato, ker smo se vsi skupaj z družino, že s 2 otrokoma malima, preselili tja za čas mojega študija. Na Dunaj. Ja, na Dunaj. Dunaj je top, man. Ja, stanovanjska politika je tam nekaj, kar res dobro funkcionira. Ta neka satelitska naselja okoli so začeli graditi, zato ker so pač rabili plac, več ali manj, kar je kar pametno. Ja. To je izjemno fascinanten projekt, ta Aspern Zeštat, ampak tudi znotraj Dunaja izjemna ponudba različnih stanovanj, zelo dobro vodena politika najemnih stanovanj, res dober zgled, zelo blizu nas. Ja. Pa tudi Dunaj kot mesto, jaz sem zdaj bil, prej nikoli nisem šel, pa sem šel pa zdaj parkrat službeno, zdaj pa že 2-krat privat, ker mi je res všeč rato. Ker malo sem jezen nase, da nisem prej vedel, da je toliko blizu. Res, jaz mislim, da jaz imam zdaj to neko teorijo, imamo res neko tako srečo, ker imamo dosti blizu in Dunaj pa Beograd, recimo, ker se mi zdi ta res 2 nori prestolnici, vsaka na svoj način, pa je kar kičas, da jih imamo toliko blizu. To mi je tako. Kaj pa tako dej za Dunaj, ker zdaj jaz se ful pretvarjam, da zdaj se ne morem več zgubiti tam, vala se lahko, ampak vse je, kar znajdu. Od Dunaja, imaš iz tvojih področji ali pa nekaj, kaj se splača in kaj gleda? To zdaj malo zase sprašujem, ampak to za kogarkoli, ki to posluša, ampak ti si tam dejansko živela, pa me res zanima, tako, kam bi ti nekoga usmerila, da ne gre glih tam na Štefan plac gledati turiste, ne? Ampak pa da je še vedno center, ajde. Kam bi ti nekoga poslala? Tako da je res, da je must see, temu ljudje rečejo. Sigurno, zdaj lahko povem, kam bi jaz šla, kam rada grem. To hočem slišati, glede na tvoj background, prej smo slišali, kaj vse si študirala, to kar povej, zato sprašujem. Zraven te fakultete, kjer sem jaz študirala, je en zelo zanimiv muzej, MAK, muzej sodobne umetnosti, kjer so vedno zanimive razstave. Ponavadi imajo teme zelo širše v družbeni kontekst upete, na temo sreče, na temo zelo različnih stvari. Jaz grem vedno rada tja. Albertina, to je itak klasika. Okay. Ampak jaz se tudi predvsem zelo rada sprehajam po Dunaju, kar tako brez cilja hodim ali pa tečem po Dunaju, opazujem ta utrip in se kar pustim še vedno kam zapeljati. En zanimiv muzej je še literarni muzej, ki so ga pred par leti odprli in je zelo, zelo zanimiv. Že spet kot nekaj, kar bi nam lahko bil dober zgled v Sloveniji, kako besedo pospraviti v en muzej, da bo še vedno zanimiva, živa, aktualna. Tako, kar se Dunaja tiče, še to sem hotel omeniti. To, kar si rekla, da se da kar hoditi, to se ful strinjam. Pa meni je prvo mesto, ki me je tako presenetilo, ker zgleda kot deli Ljubljane, sem je vsega tako krat 1000. Tako ta najboljši deli Ljubljane sem, da je še večje, recimo. Pa te stare hiše, tle se tako res čutiš, še zmeraj sem zdi v Dunaju, da Avstro-Ogrska res je neki bila na eni točki, da to ni tako, da ni to samo neka stara fama, ampak da ta Dunaj je res bil pač tako Dunaj z D, z velikim D v resnici. Mene pa noro mi je, da je ta javni transport pač na lepe oči. To mi je pa res. In pol plačaš pač, ampak vseeno, to je pa, ne vem, to je pa
In ne vem, kako to kako se za to odločijo, resnici sploh ne razumem. No. Pa očitno funkcionira, jaz ne vem, nisem nikoli bral, da bi bilo neki ekstra narobe tam, no, da se ne bi dal financirati ali pa neki, pa dejansko tam ben ne pogleda, ne, kar je kar noro. No. Ja. Javni transport je pač ena osnova za mesto in tam se seveda tega dobro zavedajo. To, da ljudje kupujejo in plačujejo karte, to pa tudi mislim, da pride z nekim meščanskim duhom. No. Pa nek odnos do mesta pol, ne? Tak, saj nekak pozitiven se mi zdi. No. Ja. Kjer sem zdaj že parkrat te metroje doživel, ne? Pa to resmo v New Yorku, ki se vsi pritožujejo nad njemu, se meni zdi tudi čisto fascinantno, da funkcionira tako, kot funkcionira, ne? V Londonu pa ne razumem, kdo ima denar za tiste vožnje. Tako, pa se mi ne zdijo neke ekstra razlike. Ne. Se razumem, da je funt močen, pa to, ampak tudi ten Dunaj ni niti majhna stvar, linije kar nekaj, ne. Imaš in tramvaj in podzemno, ne, pa kar nekako funkcionira. Tako da sem bil kar, ne vem, to mi je malo, do takrat sem vedno mislil, da se to ne da, pa sem pa že spet tako na Dunaju videl, da ne, se je v bistvu. Mogoče je tudi stvar mentalitete, ker Dunajčani so takšni, da če gre kdo čez rdečo luč, bo začel grdo gledati, pa se zgraža ali pa tako ne. Pač. Ja, ni ta naša scena, ki se mal vose. Ja. Okay, pa deva, naprej gre sam na Outsider, pa to. Koliko časa si pol dejansko delala samo v arhitekturi? Veš, si rekla že tisto irsko, ampak koliko časa je bila potem arhitektura edina stvar, ki si jo obočila? Ja. Pravzaprav ne zelo velik, ampak zelo intenzivno. 2-3 leta sem delala v arhitekturi, predvsem na tečaje pa lastne projekte, nekaj časa tudi v biroju Vozlič. Pol pa sem kar hmal zamenjala pač projektiranje za uredniško delo. Ja. Ampak tudi na področju arhitekture. No, se to, ampak veš, ti si šla še dramaturgijo študirati, meni je to ful fascinantno. Pa arhitekturo dokončaš, pa arhitektura dejansko nekaj časa delaš, ne? Pa tu si rekla, tudi v tujini, kar ni čist po nesreč, ne? Pa greš pa, veš, pa je pa še ena štenga. Zdaj, ja. Odkje je ta štenga prišla pol? Ne? Mislim, saj ta štenga je naprej, ampak hkrati tudi zelo povezana z ta prvo dramaturgijo. Ne? To me je vedno zanimalo. Ja, dobre zgodbe. To je to, kar jaz povsod iščem, kar me res zanima. Žene. Pol je nek tak zaključen krog. Ne? Ja, jaz mislim, da ja. Ja, okay. No, zdaj pa razloži, kako se je pa urednikovanje začelo. Mislim, kje sploh ne vem, a se je to kar začelo, da imamo revijo, ali je bilo kaj že prej pisanja, pa veš, tako, kaj je bilo pred tem napredenjem, ta prva vam prišla, no ta pa grela res na Outsiderja. Nekaj časa, 3 leta, skoraj 4 leta sem urejala eno drugo revijo z področja arhitekture, se potem preselila na Dunaj in s to distanco, ki me je to ponujala, ugotovila, da je pravzaprav čas, da grem na svoje, da začnem malo drugače delati na popolnoma svoj način. To je bilo pač ogromno sem se doma pogovarjala z Matevžem, mojim življenjskim sopotnikom, ki je tudi arhitekt, pa moj pajdaš, pa veliko stvari počneva skupaj. S selitvijo na Dunaj sem dobila, kaj pa vem, se mi je zazdelo, da je prav, da grem na svoje, ali pa da tisto prejšnjo zgodbo zaključam. In ko sem jo zaključila, sem šele videla, koliko zelo me pravzaprav zanima to uredniško delo. Vsak, ki je kdaj bil urednik, ali pa večina, no, kakor slišim, ve, koliko fenomenalno delo je to, koliko te zasvoji, koliko je to dobro, kak privilegij je to, da lahko kar zanimive ljudi po lastnem izboru, kar pokličeš, da svoje mnenje napišejo, kot da bi ga samo zate napisali na temo, ki jim sam izbereš, to se mi zdi zelo fascinantno. Skratka, želela sem si to, ne vem, če lahko racionalno. Pač to je osnova, no? Ta pristna želja, strast, ali kaj. No? Pa zanimivo, da imaš to, a ne, se mi zdi, ka se, jaz zdaj že res, bom rekel, dolg delam, ali pa vse nekaj časa zdaj delam v medijih, ne. Pa je tako, v bistvu, se mi zdi, da to, da so ljudje, ki so res bili narejeni za urednike, ne, da jih je razmeroma malo, ne, da to ni, in tudi dobrih je zelo, zelo malo, kar se mene tiče, no. Zdaj to, kar sem jaz imel pričo spoznati, ne. Tako da mi je tako ta samo pisanje, ne, a to ti je, mislim, vala ti je blizu, ne, ampak dejansko bi rekla, da ti je pa to urednikovanje bolj, če prav razumem. A to je fair reči, recimo?
Veš, kaj eno je, jaz bi pa pisala o arhitekturi, ne, pa potem še urednikuješ, ne. Pri tebi sem pa tako, pa tudi, ker sem s kom govoril, je bilo pa tako, urednica, to pa, ne vem. Meni se zdi en tekst dobro napisati najbolj spoštovanja vredno delo na svetu. In dobre avtorje res cenim. Ja. Jaz sem vstopila v ta svet po nekem naključju kot urednica in se zato najprej začela srečevati s tem, da sem dobivala tekste in jih poskušala izboljševati ali pa sam reči, da so že dobri, če so že dobri. In šele potem začela tudi sama pisati. In tudi pisanje me zelo zanima. Ja, urednikovanje se mi zdi res eno ustvarjalno delo, no? Obrt. No? Se je, to je ful dobra beseda. Moraš znati, moraš najprej vedeti, kaj hočeš na koncu in moraš imeti nek sistem, kako boš do tega prišel. No in to nekako poskušam skozi leta že zdaj razvijati. Ja, ok. To je meni to, ki si rekla, da je obrt, se mi zdi, da je zelo, mogoče za ljudi, ki niso v medijih delali, ali pa mogoče to zelo krivično, ampak to se mi zdi, da ta urednik je kar neka taka malo meglena funkcija, kaj točno pa, ne. Ampak polka pa enkrat padaš v en uredniški proces, pa jaz mislim, da to sem imel res kar veliko srečo, sploh na mladini, recimo, ne. Ker vidiš, kaj se lahko iz tvojega izdelka zgodi, ne, pa ko gre lahko na boljš, ne, če je proper urednik, ne, je kar kičas, pol res vidiš, kakšna je vrednost tega, no, tako res iskren, to je mene, sem pol na lastni koži dobil, pa saj to edina stvar, ki se jo štejem, plus je, da res nikoli nisem imel problema s tem že v štartu. No. Tako, veš, da ni bila ta, kaj pa ta misel. Saj tega nisem imel, je pa res, da sem tudi dosti straho spoštovanja vsakeč, ko sem tekste oddajal, ampak vseeno. Ampak imaš ti, res bo, kar si pa rekla, ker imaš ta nek nabor avtorjev, pa to, kje iščeš potem, veš, ali pa tako, bo pol za outsider, mogoče bolj konkretno, tako, je bil zmeren cilj, da se bo samo v arhitekturi pač to, kar boš ti delala. Nek outsider je šel konkretno čez te pač okvirje, ne? Tako kot z orang že. Arhitektura včasih gleda, da je tako, se res. Arhitektura, cool, pa vse ostalo. Ne? A pa, kakšen je bil ta proces? No? Arhitektura, pa še mal, zdaj pa, kaj, že skoraj pol, a to je... Vsak, ki se ukvarja z mediji, poskuša z njimi tudi preživeti na trgu, ve, da je zelo pomembno imeti jasno definirano ciljno skupino, koga nagovarjaš, kaj sporočaš, na kak način. Tukaj to izhodišče arhitekture je tudi nujno, ne samo, da pride prav in da je itak zanimivo in da se mi skozi oči arhitekture itak zdi najbolj zanimivo govoriti o svetu, o čemarkoli, pa tudi, če govorimo o literaturi. Ravno zato, ker arhitektura že sama vse vsebuje to kombinacijo idejnega in materialnega. Sicer pa o uredniškem delu se jaz še vedno sploh ne vem, kako se to tako prav zares pravilno počne. No? In že skozi, odkar delam, skušam pogruntati, kako zares, kako je prav. Prav zato sem tudi takrat upisala ta študij na Dunaju, ker se mi je zdelo, da je to mogoče malo podobno. No? Kuratorstvo, kulturni menedžment, da se bom tam mogoče naučila nekih orodij, zaradi katerih bom potem nekoč lahko boljša urednica. Čeprav jaz ti pa tako rečem, kot človek, ki nič ne ve o arhitekturi, ne? Ampak če si na eni točki že neko ekipo vodila v nekem biroju, koliko je pa lahko drugače. A veš, saj ta veščine, ki jih pol uporabljaš, da se ali nekaj doseže, da je nekaj boljše, ne, ta feedback, pa to, je valjda nekaj drugega, ki je čist druga branža, ampak a veš, koliko je pa res lahko, saj kar se odnosa do unga, ki nekaj dela v tej ekipi, koliko je res lahko drugačne. Saj, veš, urednik se samo v medijih reče, tej službi se pa v biroju pa vodja projekt, ne znam, tako, ne, koliko je res lahko razlike, ne. Ja, res je, da je velik del tega, da znaš voditi ekipo. Pač. Zdaj, občutljivi ljudje, s katerimi pač z vsakim moraš pogruntati, kako moraš delati, pa kako ga spodbuditi. Tudi to je verjetno res povsod enako. To je, ker smo ljudje, ne. Sam pisarna semena, se mi zdi, več ne točki. Zdaj pa outsider. Zdaj pa moje prvo vprašanje, kar se outsidere tiče. Zakaj papir? Pa to ne vprašam, ker zdaj že kar vidim ljudje, ki tole vas poslušajo, že spet bo začel, ne. Ampak ne, jaz to res iskreno vprašam, ker se mi zdi, zakaj papir, pa pol še eno vprašanje postavil. Zakaj to na koncu revija, zakaj ni nekaj drugega? Meni se zdi tako dobro, da glih zdaj
živimo v tem času, ko se to totalno spreminja in lahko spremljamo v živo, kaj se dogaja, kako ne vem, časopisi, dnevniki jim gre seveda slabo, ker so informacije, ko pridejo na papir, že zdavnaj zastarele. Se podobno je tudi pri arhitekturni produkciji, ampak papir, to se tako sliši, ima čarno. Zakaj? Zato, ker ga ne moreš spreminjati. Tiskarska barva, ko je enkrat na papirju, zelo težko vanjo posegaš. No, ne vem, lahko pač daš na močno svetlobo, pa čez 60 let zgine, ampak to je to. In se mi zdi, da to sploh v današnjem svetu, ko se vse tako hitro spreminja, ko lahko in svojo podobo in vse spreminjamo zelo enostavno, ne? No, papirja pa ne moreš spremeniti in se mi zdi, da mu to daje eno verodostojnost. Poleg tega revija ima začetek pa konc. Internet nima ne začetka, ne konca, no? Vsaj konca, sigurno ne. No? In to mi je že spet en tak dramaturški moment papirja. A pol si tako, kako ste to Američani, sem glih zanj še en kolega podcaster ameriški rekel, to besedo completionist, ne, da ta instinkt ljudje ljubijo, ne, da lahko do konca nečesa prideš, ne. Da imaš ene ljudi, ki so zelo tako usmerjeni, ne, da morajo. A veš to, tudi ljudje, ki imajo Twitter, pa pol Twitter berejo, ne, morajo do konca priti, ne, imaš tudi take ljudje, ne morajo in zato pol ful malo ljudem sledijo, da lahko pridejo do konca, na konc dneva, recimo, ne, kar je meni noro, ampak ker nisem tako narejen. Zdaj pa, povej. Drugače tukaj tudi en čist racionalen razlog, no. No, to, Pri nas se stvari mogoče še malo počasneje spreminjajo, kot kje drugje. Naša revija je pač revija, ki živi na trgu, se pravi od ljudi, ki jo kupujajo, in potem tudi nekaj oglaševalskega prostora, ki ga prodamo. Na internetu je doseči nek prihodek, s katerim boš potem kril honorarje in vse produkcijske stroške, bistveno težje dosegljiv ta hip še, kot pa na papirju, ko še vedno... A ne vem. No, to je bil moj naslednje vprašanje, to si lepo povedala. Je pa res, da vi golfate, ne golfate v pozitivnem smislu, tukaj rečem, na en način, ker pač ne izide toliko pogosto, da bi se sploh to jemal kot revijo, kot so včasih bile, če to ima nek smisel. A je bil nek razmislek, kle v zadnji? To je ful dober hack, ne? Ker če bi vi izhajali enkrat že mesec mogoče bi še kupil, ampak že to je, se mi zdi preveč, če se mene pravi. Mislim, da že mesečnik je mogoče za ta, da je tako, kot si rekel, da se pokrije, da ljudje, da se da, a ne. Tako da, kakšen razmislek je še o to? Če izhaja kako izhaja? 4-krat na leto. Dejansko to je to, ne? Ok, glih to je bilo, ker sem zanj sem gledal, sem rekel, te, ki imajo Američani, veš, me je ta fortnightly, veš pa, da 2 tedna pomeni, ne, pa kako se temu reče pol po slovensko, da je kaj... Četrtletnik. To je to, a ne, a četrtletnik dejansko pomeni, da je na 4 leta, a ne, što mene mede, vidiš, glizar tega, k Američani imajo tako, če je fortnightly, mislim, da je na 2 tedna, ker jaz ne razumem, ker je 4, in pa, ker je četrtletnik, ne, je bilo meni tako, a zdaj to pomeni dejansko na 4 mesece, kar se mi zdi relativno legit, ne. Ampak zaradi tega Fortnite sem bil tako, mogoče pa to neka caka pa na 2 meseca, tako da je, ok, pol nisem. Sorry, to moji možgani tako delujejo. To je zanimiv. Kakšen razmislek je še o to? Seveda, veliko sva razmišljala z Matevžem na začetku, preden smo sploh prvo številko naredili, o tem, kaj sploh hočemo pa na kakšen način. In midva sva se odločila, da je pravi odgovor, to, da narediš eno mešanico knjige in te klasične revije, ki izhaja bolj pogosto. Knjiga, to je pa zanimivo. In zdaj je meni tudi zanimivo, recimo zdaj se bliža knjižni sejem, pa sem videla nominirance in recimo za najlepšo knjigo je 5 knjig nominiranih, od katerih nobena ni tako klasična knjiga, roman, ampak so vse knjige, ki preskušajo ene različne pristope, so krajša poglavja, razmisleki, Facebook statusi in tako. Se mi zdi, da je to morda celo malo podobno na nek način, našemu pristopu, oziroma da smo se pa mi iz stališča revije tukaj približali knjigi. V smislu, da iščemo teme, ki so trajne, ki tudi čez pol leta ali pa čez 2 leti
ali pa čez 5 let so še vedno zanimive. Da je sama revija en zanimiv objekt, ki ga je lepo prijeti v roke, ki ima skrbno izbran papir, ki je pravilno oblikovana, ki velik razmisleka posvetimo vsakič naslovnici, sami izvedbi vsega od začetka do konca. In tukaj se mi zdi, da je ta mogoče primerjava s knjigo kar na mestu. Ja, ok, tako pa nisem razmišljal, to me je kar všeč. Ker to, mislim, tisto, kar je mene, ful fascinirali, je bil glih ta redkost izhajanja, pa rečeš, ok, pa ne bo papir, pa res je konkreten kos, ne. To, kar pride, je res, to je špeha, ne, pa tako v najlepšem možnem pomenu tega, ne. Kar se mi zdi tako, že spet, ne, tudi če bi bilo možno toliko sproducirati, ali pa polovico recimo sproducirati, pa iti vsak mesec ven, mislim, da ne bi bilo ne bi bilo tega čara, no, to, a veš. Ja, jaz mislim, da ne. Kle se je meni to zdelo dosti genius, no. Je pa res, da pač ne moramo zanikati sveta, v katerem živimo, in če hočemo biti aktualni in zanimivi, moramo se pojavljati vse tudi na internetu in tudi malo bolj pogosto. In zato pa imamo internet, ki je pa popolnoma drugač voden in je druge narave. Ne? Tam je bolj dinamičen, objavljamo krajše prispevke, poskušamo pokriti vso arhitekturno produkcijo, vse zanimive projekte, ki se pojavijo, skušamo prvi objaviti. In tako skrbimo, da se govori o outsiderju, da ljudje poznajo in z zanimanjem spremljajo naš portal. Poleg produkcije pa objavljamo tudi kolumne, razmisleke, komentarje na bolj aktualne teme. Ne? Ja. Kaj jih pol v reviji včasih uporabimo, damo na kup, uporabimo internet kot orodje pridobivanja, oblikovanja mnenj pa stališč, kaj jih pol objavimo. Skratka, oboje se dopolnjuje. Ja. Ampak tako kot si rekla, ne, te teme, ki so pa v reviji, je pa non-stop nekak ta uč vržen, da ne traja, ne? Da ne bo neki, ki samo obstaja en mesec, pa potem ni več. Ne? To je pa kar vodilo. Ne? To sem tudi jaz nekako pogruntal, da so zelo take, tako kot si rekla, lahko naslednji let bereš, pa čisto ok. Ja. Pa če, to je lepa. Pa naslovke, ne? Zdaj, ko mi da to govorijo, ta zadnja je bila Hana. Jaz sem full fan Hane za to. Ja, tudi jaz. Fenomenalno je naredila. In ko smo enkrat, zdaj greva in reči reviji še vedno, ne, ta s knjigo, to mi je kar všeč, ne, to nisem v lifeu pomislil, glavno. Je pač treba o teh naslovkah razmišljati, ne. Zdaj, ko narediš 4 na let, imaš nekaj časa za razmišljati, resnic, ne. Kakšen je pa ta proces? Ki se mi zdi, da jaz sem bolj tako rekel, to bo kjer zegen imajo 4 mesece, pa sem rekel, to imaš pa preveč cajta za razmišljati, to je ta druga misel, ki sem imel. Ja, in oboje je res. Ja, ne. To je že spet tako fajn, da kar se moram potruditi, da bom dosti profesionalno povedala, ker v resnici je to tako fajn. Ja. Pač tako ta prav razlog je, da pač razmišljamo, kjer je pa... Koga bi si pa zdaj najbolj želeli prepričati, da nariše naslovko po našem naročilu in pol tiste osebo poiščemo in ji ponudimo ta projekt. In vedno pa damo navodila, da more odsevati temo, ki je namenjena, da more nagovarjati publiko, ki je naša publika in tako naprej. No. V Sloveniji imamo srečo, da imamo zelo veliko talentiranih ljudi, ki so res, res dobri. Tako kot Hana, ali pa tako kot po mojem mnenju vsi, ki smo imeli srečo, da so naredili outsiderja do zdaj naslovko. In skušamo najti te ljudi, pa jih povabiti. Tudi zanimiv mi je, to je kar posebnost, da revija, ki je v bistvu arhitekturna revija, da ima tako netipično naslovko. To je kar tvegano, no? A ja, misliš, da dejansko ta publika, da je pač tako, da je, kaj, mora biti vse šestilom pa ravnilom? Ne to, ampak če objaviš eno lepo stavbo, novo, takoj vedel, ne? Ja, to je res, vsak takoj vedel, to je arhitekturna revija, jaz pa glih ne vem. No, samo to, a veš, arhitekturna revija, ne? Jaz jo nisem tako dojel, ne, res ne, mislim, valjda so te teme, ne me narobe razumeti, ampak to je res šlo preko, tako kot sem prej rekel, preko teh okvirjev. Ja. Zdaj, valjda se to ni po nesreč zgodilo, ne, pa že prej si rekla, da
je treba vsem razmišljati. Kaj se je pa rekel, ko se je šlo preko teh okvirjev, kakšni so bili klev zgibi? Veš, kaj hočemo reči? Ker ni točki se je bilo treba odločiti, kaj pa, a damo to not, a to sploh je za nas, ne? Kaj pa pomeni, kaj je za nas, ne? Ko se to sprašujete, pa ne vem, čemarkoli noter, ali je to kolumna, ali je sam članek, ali na zadnje je Žorž pisal o R-ešu, če ne že drugega, Ja. A ne, jaz sem itak R-eš, tako da sploh to cenim. Hočem reči, R-eš, pa karkoli v zvezi z arhitekturo, ne, to je, zelo na tenko namazan kruh je, če bi hotel to res povezati. No. Tako, zdaj pa povej, kje je ta, kva je meja, ali kako sploh ne znamo vprašati, kva pride not, pa kva ne. Včasih se mi zdi dobra povezava lih tam, kjer je totalno ni. Okay. In R-eš mi je zanimiv, zato ker pač radio v osnovi ga vsi dojemamo kot nekaj neprostorskega. Ja. In glih točno zato bi pol jaz to dala v revijo, ki je v bistvu o arhitekturi. Aj, samo odločiti se mogla, ne? Meni se to zdi čisto ležito odgovor, ampak veš, se mi zdi pa še zmerama, ne, tako, si, veš, pa, všeč mi je, kako si rekla, ne, pa je netipična naslovnica, smo za arhitekturno revijo, ne. Ja. Pa so pa tudi, so tudi netipični prispevki noter za arhitekturno revijo, ne? No, tako, bom tako povedala. Najprej, arhitektura je vsem namenjena. Če je dobra, če je slaba, pač tam je, če je enkrat postavljena, vsi jo morajo gledati. In je del družbe in sploh ni samo za arhitekte, ampak jo pač vsi morajo gledati in živeti z njo. Zato se mi zdi, da arhitektura je nekaj neskončno širokega, je vpeta v naš prostor in čas in ga hkrati definira in sproža vprašanja, napredek, razvoj. Zato se mi zdi, da če tako pogledamo, je res lahko vse umeščeno v kontekst arhitekture na nek način, pa celo radio. Ja. Sploh ne celo radio, celo R-eš. Celo R-eš, ja. Zdaj pa, 4 mesece za številko. Zdaj pa mene zmeraj ta proces zanima. 3 mesece. No, 3, ja. To hočemo vprašati, v resnici. Ta proces, to mene zmeraj, ta čisto obrtniški del me najbolj zanima, ne ponovadi. Kako zgleda napreden pač končno vam prije? Kdaj se začne razmišljati, kdaj se že kontaktira, ko se pol bere, pa nazaj daje tekste, pa to malo razloži, sam kako ta potek. Ker še enkrat, to je špeh, to res ni mal, tudi če imaš toliko časa v resnici. Pa veš, kako začni? Ta zadnja je išla, kaj se za naslednjo že takrat dogaja? Ajde. Naš proces dela je tak, da ko izide ta zadnja številka, si malo oddahnemo, ker smo utrujeni, ker proces zgleda tako v teh 3 mesecih. Ta prvi mesec je tako malo za sanjarjanje, pa naročanje člankov, pa nekako oblikovanje, kaj na koncu sploh želimo. V drugem mesecu že prihajajo prvi teksti, sestavljamo jih in potem na podlagi tega, kakšni so, še kakšnega naročimo, da tistega dopolne ali pa da dobimo dodaten pogled. In 3. mesec, ko je na vrsti nadaljevanje tega izpolnjevanja in pa finalizacija, oblikovanje, branje, izboljšave. Plus, itak, ta zadnji mesec pridajo ta najboljše stvari ponavadi. No. Je kje medij, kjer to ne bi bilo res? Ja, več ali manj. In to tudi arhitektura, ki jo damo not, itak čakamo čist na koncu, da bo tam, ne vem, da se bo dal fotografirati, da bo vse dokončan, da bo arhitekt zadovoljen, da bojo naročniki se strinjali z objavo. In tudi neka mnenja šele pol čist na koncu vemo, kako pa kaj z njimi. No? Tako da na koncu je vedno gužva. Koliko časa se pa postavlja potem dejansko, ne? A veš, ker se mi zdi, mislim, to je res veliko, pa je kar žongliranje enih in tekstov in slik in vsega, ne? Zdaj smo že zelo zverzirani, pa se postavlja na koncu nekje 10 dni. V tem času je pa potem tudi pregled, potrditve strani sodelujočih in tako. Tako da ja, nekje 10 dni. Ampak ob tem, da smo res že dobro utečeni, pa da res ekipa dobro funkcionira. No? Kaj pa pomeni ekipa tukaj v tem primeru? Kaj to pomeni? Ne? Vidva in se temu reče. Ja, tako je. Midva in ostali člani uredniškega odbora, pa potem midva in tiskar, midva in dobavitelj papirja, midva in tajništvo in tako naprej. No. Ja, okay. Veliko je tega. Še vedno je obrat, ne? Čeprav ste garažen band, ne? Tudi garažen band morajo učpilati. Ja. Tako da ja, sej to... Ampak smo napredvali, no? To je bilo pa
To, kar povej, ker se mi zdi, ker je, veš, to je. Se mi zdi, da je pri vsaki tej stvari, sploh tako, ki je na pol kreativna, ampak še zmeraj pa treba na končen produkt, a veš, dostaviti. Jaz tudi tle, a veš, posnamem, pa neka montaža se zgodi. Ne. Ta montaža, zdaj, ker se mi da to pogovarja, konec leta 2019, ne, ali pa kako je to izgledalo 2012, ko sem jaz začenjal. Veze nimajo z drugim, ne? Kar tudi sklepam, da je prvs, to, kar si rekel, ta utečenost je ne samo neka racionalizacija, ampak tako, pol že malo izkušnje pride v igro. Pa sem te samo tako vprašal, kaj je najbolj napredoval, to je najslabše vprašanje, ampak tako, kje ti vidiš, kje ti je lažje, ali pa kje ti je bilo na začetku težje za brez veze. Veš, kaj se pol neki noči reče, kva sem pa, kako je šlo to enega cajta. A imaš neko to? Imam. Na začetku, pri prvi številki, sva pač vse mogla izumiti sama. Od tega, ne vem, vodenja oblikovalcev, izbora papirja, do tega, da sva ugotovila, kako se bomo preživljali, financirali, da bomo lahko rastli. In to je bilo res izjemno naporno, izjemno tudi kreativno, ampak predvsem je bilo tako, to je bilo kar obsedno stanje, vsaj zame, no. Norost, pol leta absolutne norosti, res kombinacija tega, da res konstantno razmišljanje o tem projektu, kako bo, da bo prav, plus itak so bile še osebne okoliščine, ne, življenje v novem mestu, takrat na Dunaju, študij, 2 mala otroka, res kaos. Ne vem, kako šlo. Pa še sama sva bila takrat čist za vse. No, to je glavna razlika. Zdaj nisva več sama za vse. Okay, zdaj imava prekrasno ekipo. Letos smo 3 ljudi zaposlili, 3 delovna mesta. To je res dobro slišati. To je meni vrhunsko slišati. Res. Plus še nekaj sodelavcev, na katere lahko in tudi res vedno računamo. Tako da to je razlika, da nisva več čist za vse sama, ampak imava ljudi, sposobne, krasne ljudi, ki prevzamajo vsak svoj del. Okay, lepa. No, to je najbolj slišati, da načeloma se tudi to sploh lahko zgodi, da se sploh lahko zgodi, da sploh lahko rečeš 3 delovna mesta. Veš, ker je še zmeren papir, pa mediji, ki je res, da smo v takem res groznem obdobju, ki jaz mislim, da se ne bo nehal, ne, da bo kvečen sam še balujer do vse skupaj. Tako da to je sam dobro slišati, tako da sam to sem hotel še enkrat reči. Zdaj pa... Zdaj so naslovke, pa malo proces, zdaj pa teksti kot taki, pa zdaj spet malo ta tvoja uredniška vloga. Ne bom tega, kjer pa naj bo ali pa najslabše, ampak me pa zanima, pa mogoče bolj tehnično vprašanje, to, kar bom zdaj postavil. V čemu te pač ti ljudje pošljajo, po čemu ti te tekste dobiš? To me zdaj res zanima, ali so to Googlovi doki, ali si Worde pošiljate, ali v kakšni obliki? Dejansko v kakšni obliki. V Wordu. Word je še vedno. In a je saj online Word, ali so fajli? Tako, fajli. Dejansko so fajli. Okay, to je neka moja obsesija. Ker mi je, zanimivo mi je, sploh pri takih obsežnih tekstih, pa Word v resnici je super za uredniško delo. Zapisati, pa jaz še vedno trdim, da je kar slab program. Zapisati. Če pa ti pišeš? Najboljše vprašanje, zdaj že spet isto, kot omenil, ki je bil tudi enkrat v aparatu, v Write Monkeyju. To je pa en program za Vince, ki ga Slovenc dela, je bil v aparatu, že je istak, vem, da posluša, ki je res nor program za pisati, kjer je samo bela stran, pa štejeti besede v črke. Jaz ga pa predvsem zato uporabljam, ker podpira Markdown, to je pa en jezik, če za internet stvari pišeš, ki linke not daješ, pa to zelo tako prijazno o čem zgleda. Ti linke napišeš samo z oglatim pa navadnim oklepajem, neuno, lepo zgleda tekst, v bistvu. Tako da jaz o temu pišem, popravljam, pa še lepo recimo v Google Docsih ali pa v Wordu. Zato je ta vprašanje vedno vprašanje, ker čim ljudje pišejo, ta Word še kar nek default, Meni nema noro, da v Wordu človek piše. Razumem pa za urednikovanje, pa recimo za spell checking, pa to ne, je pa kar super, pa tiskari so pol vsi navajeni, karkoli se postavlja, da ima Word, ne, to je tudi dosti dejstvo. Oziroma tiskar Word na koncu vam plune, no, tako bom rekel. Ampak tako da probi Write Monkeyja kdaj. Ja, bom res. Res je super. Bom. Sam povem, to že spet, v glavnem. Hvala. Pa še kar se slik tiče, to me pa tudi dosti zanimalo, ker si prej rekla, ne treba do konca, sploh arhitekturni projekti.
ta del me zanima, kako pride končna stvar v revijo. A zdaj prej si omenila, da morajo naročniki potrditi? Ja, seveda, ja. Ja, kako to deluje? Ker si zmeraj eno hišo objaviš. Mislim, tako, ne vem, to se mi je zmeraj zdelo tako kar weird. Veš pa te neke oddaje, ki ljudje kažejo od svoje bajte, to je zmeraj tako bilo meni. Klej pa sam zanima, vsi morajo reči ja, vi njim rečete, da mi bi, ali kako to deluje? Ja, tako je. Ja. Zdaj, arhitekti si blazno želijo, če nekaj dobrega naredijo, da se to pokaže svetu. In dobro arhitekturo narediti danes je res težko, zato ker je toliko vpletenih. Ne samo, da moraš imeti srečo z naročnikom, ampak tudi z izvajalci. Mora biti prav čas, kup na ključi se mora posrečiti. In ko se to zgodi, seveda arhitekt želi, da se to objavi in čim prej, da čim več ljudi vidi, koliko dobro so naredili. Mi zdaj smo že toliko razpoznavni, no, da nam večinoma arhitekti kar sami pošljajo svoje projekte. Okay. Pol pa mi presodimo, kjer je dosti dober za objavo. In arhitekt, če pošlje fotografije, itak to pomeni, da je že sam in se dogovoril z naročnikom za objavo in s fotografom in tako, ne. Zdaj, se pravi, oni, v bistvu, vi dobite že tako profi narejene fotke? Mislim, ne vedno, včasih. Okay, ampak se tudi to dogaja? Ja, to pa zanimivo. Okay. Ja, ker pri nas v Sloveniji je par teh arhitekturnih fotografov, ki jih vsi arhitekti poznajo in tako, nekako ustaljen proces. To ne bi rekel, jaz bi kvečem rekel, da dobite nekaj s telefonom slikam, pa morate pa videti slikati. Tudi včasih, verjamem, ampak okej, zelo. Drugače pa se to je zanimivo, no? Arhitekt ponavadi poslika svojo arhitekturo, ne, če govorimo zdaj o stanovanjski, lih takrat, ko jo je glih zaključil, preden se ljudje not uselijo, pa jo popacajo s svojim življenjem. In to sicer pač tako je, pa je težko se temu izogniti. Mene v resnici najbolj zanimajo glihune packe. Ja, valjda, ja. Da ne zgleda kar render, ne? Ja, okej, čisto tekam. Že spet, ker pač imam rada zgodbe, ne, in bivališče vedno tudi to ima močen ta moment sporočanja. No, ampak ja, običajno se temu konfliktu z naročnikom oziroma pač naročnikom ni toliko težko se izpostaviti, ker itak ponavadi, preden se oni uselijo, se to zares poslika. Ja, štikam, Sicer pa ja, seveda, velikrat pa kdo tudi ne dovoli objave. Ja, se to sem hotel vprašati, ker valjda kdo reče, raj ne v resnici. Ja, pač raj ne. Ker je le doma, ne, zdaj, če tako govoriva. Tako, to me je bilo zmeraj tako, pa sploh ne, da bi jaz imel kaj proti, ampak je tako, je en pomislek, se mi zdi, na prvo žogo se mi se ti hišo slika, pa tudi smo, hišo ti slika, veš, ko je en ti hišo objavil, ne vem. Sploh ne vem, kako se počuta do tega. Nekaj gre ljudem čez glavo, ki se odločajo ali pa ne, recimo. Ja, enim ful dogaja, ne, zato se pač živimo v dobi Instagrama, česa pa ne pokažemo. To je dosti res, v resnici. Ampak pol je pa veliko faktorjev, ne vem, zavist je sigurno glavni razlog, zakaj se kdo odloči, da ne bi objavil. In tako, no, različno. Okay. Zdaj pa naprej gre na zadnje vprašanje. Imam eno noro laično arhitekturno vprašanje, ki ga bom vseeno vprašal. Zakaj tak občutek imam jaz? Mogoče se motim, ampak če bo kdo vedel, mogoče ti to veš. Zakaj se več stvari, zakaj se ne prenaša več tega, kar se je dognal pri arhitekturi, tako skozi generacije, pač arhitektov v smislu, jaz sem blokovski človek, ne? Zakaj se ene napake konstantno ponavljajo tudi v novejših blokih, recimo? Jaz tega ne razumem. Jaz sem bil zdaj pač kje na obisku, pa so kakšni novi bloki, pa si rečeš, to je bilo pa leta 2015 narejeno. Zdaj pa prišel noter, pa ne bojo neki weird hodniki, ki so potrata prostora, ampak bo dejansko nek razpored, ki ima nek smisel, pa maksimizacija prostora, ne tako sobe, pa en bo v Ljubljani balkon naredil, kjer se da noter gor sedeti, ne. Pa se mi zdi, da se to ne dogaja v resnici. Ali se jaz motam? A je ful neumano vprašanje? Ne, ful dobro vprašanje. Tako, jaz vam res kadam Ben pogleda, kaj se je predelal, pa da bi šlo malo naprej, ampak vsakič se malo na novo izumlja, pa se mi zdi, da se neke iste napake dogajajo. Pa ful zdaj, to je res pavšalno, jaz to zelo ne maram, ampak res imam tak feeling, pa poprav me, lahko rečeš, da ne, ampak tako. Tukaj se popolnoma strinjam. Velika večina tlorisov, če se že nekaj gradi danes, no, se ne gradi z nekim razmislekom, kakšne so prave potrebe, ampak
kup neke kvadrature, da se jo čim prej proda pa zasluži. Grozen problem in sistemski in problematičen, res zelo. Zdaj, vsak arhitekt ali pa vsak dober arhitekt ve, kako mora izgledati. Zna narisati stanovanjski blok. No. Sem pol nekaj se zlomil. V praksi ne zgodi, nimam boljšega odgovora ta hip, kot da je, čeprav je hkrati vse neverjetno regulirano, pa omejeno, je še vedno hkrati prepuščeno trgu. Ja. In pol, če je prioriteta, sam čim več, da se čim bolj, pa vidiš 4-sobno stanovanje, pa not stopiš, pa so sobe tako velike, kot moje čevlje. Ja. To je noro, men. Ja, mislim, jaz sklepam, če je prioriteta to, da se sam proda. Vse to si lepo rekla, v resnici, ne. Ampak, ja, ne, sam noro mi je to, no. Pa res, enemu dejte balkon, ko lahko sedel gor normalno, ali pa da lahko ena družina na balkonu sedi skupaj. Ja, upam, da te bo slišal čim več ljudi, ker je to res problem. Ja, ne, da se moramo menjati. Ne vem, zakaj se gradi. Ja. Tako slabo, ne vem. Okay. Vem, da je zdaj v pripravi in da naj bi se v kratkem začel graditi kar nekaj stanovanj, par tisoč stanovanj na območju Ljubljane, za katere vem, da imajo zelo domišljene in dobre tlorise. Okay. Take, ki dopuščajo eno fleksibilnost, da ne vem, imaš prostor, na katerem lahko z malim posegom enostavno narediš 3 sobe ali pa imaš en večji prostor. Tako da mislim, da se v kratkem obetajo izboljšave. Upamo, da res. Okay. Kaj govoriš s človekom, ki je živel v, kako je bilo, 2,5-sobno stanovanje in jaz sem bil v uni polovički, jaz imam 2 metra, soba je bila pa 360 krat, mislim, da glih 2, ja, nekaj tazga, tako da ja, ker grozen v resnici. Sliši se pa ful dobro, ker je 2,5-sobno. Tako da, so te moje travme. Ne, sam že to je... Ja. Ampak že to je boljš kot velik, kar je danes. Saj nekaj imel. Velikrat sam neke lože, ne vem za koga. Ja, noro, res. Pa te balkone, jaz imam neko obsesijo z balkoni. Klekli sem zdaj, je kar v redu, moram reči, sem kar zadovoljen, ampak kamorkoli grem, tako, pa nove bajte. Všeč mi je, da se mi nisi smajala za to vprašanje, to sem malo vesel. Tu je dobra pripomba. Okay. Nekaj sem se spomnila, da sem pozabila povedati prej o uredniškem delu, ki si spraševal. Kar povej. Pa se mi zdi važen. Pa sploh ne vem, je to uredniška stvar ali je to pač politika vsakega medija. Mi se zelo trudimo par outsiderju biti čim bolj široki, no? In res dati možnosti različnim pogledom, da se predstavijo enakovredno. Ne vemo vedno na začetku, ko se lotimo številke, kaj je prava resnica, za katero 100% stojimo. Ponavadi je prava resnica en presek tisočih različnih pogledov. Radi bi vsakič najdeli neke ta prave ljudi, ki bistvena stališča vsak na svoj način predstavijo. Ampak veš, ki je lano, ki si rekla, ne veš, če je to uredniško. Veš, ki je to uredniški del tega sestavka, ki se ga zdaj povedal? Pač prave ljudi, a ne? A veš, to je važen. A ne? Če imaš moronko, te noter ti nič ne pomaga, če so različna mnenja. Seveda. Nič ti ne pomaga. To je una pol fake uravnotežena. Ja. Oni pravi ljudje, tam je pol uredniška roka, v resnici, a potem nek pogled pač te revije ali pa čajtenga, ali pa radija, ali pa televizija. Ne una umetna uravnoteženost, ampak to, da ni moronko to v resnici. Kar je včasih težko narediti. Ampak ja, se pa da. Mislim, da mora iti največ truda. Zadnja vprašanja, to, kar se vsi najbolj veselijo. Kjer telefon si imela in si ga kaj izgubila, uničila in zdaj imaš en drug telefon? Ja, zdaj na servisu, nek Samsung. Samsung, to je vedno dobro slišati. To pač internet dela, pa odkrat se da. A pa dobre slike dela? Ali sam slike dela? Mislim, v redu. Ampak ne objavljamo slik iz telefona. To itak, da ne, zase, ki jih uporabljaš, pa to si relativno zadovoljna. Ja, moji otroci pa lušten zgledajo. Pol je nek v redu Samsung. Jaz bom kar napisal, da imaš S8, ne vem zakaj, ko mi zgledaš, to je tam moj zdaj tega, ki ga imaš zdaj na mej servis, to sploh ne bomo medjala, ker imaš pač dumb phone, ni važen. Pa kjer računalnik? To je še? Arhitekti, kjer ga Maca, bom kar tako vprašal. MacBook. Era, navaden ga, ne veš? Era, ja. Era, ok, v redu.
To sploh, ker si pač arhitekt, to ni sploh. Tablico kakšno? Ne, ta hip ne. Okay. Sem pa imela, ampak je tudi... Si obupala ali so jo otroci uničili? Ne, ful sem jo uporabljala. Aha. Ja, otroci tudi, zdaj pa smo jo izločili iz družinskega življenja. No. Verjamem, to bi pametno, se mi zdi. Sem nekje na neki polici, je pa bil iPad. iPad, valjda, ja. Okay. Pol pa 5 aplikacij, ki jih dejansko uporabljaš, bi ti rekel, vzem telefon v roke, pa je to zelo težko, tako da povej, ajde. Blink Page, a se tako reče? Sploh ne vem, kaj je to, kaj pa je to? Ne, Blink Plan. Na tem sestavljam revijo. Aha, okej. Pač imaš page plan, ne? Ok, v redu, bom šel pogledat. Ok, še 4, ajde. Če je treba kaj izrisati, kakšno marco ali pa kakšno malenkost, arhitekturno uporabam AutoCAD, še vedno. Photoshop za kakšne fotke, pa to kar dnevno po mojem uporabljam. Tudi, če je treba kaj v zvezi z revijo, na hitro pripraviti. To te samo ti povem, Photoshop, Adobe ga bo zdaj naredil za iPada, za te močne iPade, v bistvu za vse, ampak tako in bo dejansko codebase isti, kot take je na PC-jih, se pravi na Macih, pa to. Ne bo čist full featured, ampak bo codebase, kar je kar big deal. Ker to pomeni, da mogoče že par let bo tako na iPadu Photoshop legit, ker zdaj so sami neke okrne ve. Sam povem, to so pač te... To je pa moj področje. Še 2, ajde. A Word šteje? Šteje, zakaj pa ne? Zakaj pa ne? Še enkrat, Bright Monkey, res. Ja, bom. Še Slovenca potveš. Okay. Pa še enega, ajde. Sam ne mi reči Excel. To je edini odgovor, ki ga ne bo, pa ga ziha uporabljaš. In to ne malo, ne. Ja, se lahko tudi reči, da ne mogoče, da ga ne. Se jaz ga tudi, se smo vsi na eni točki v Excelu živimo. Ja, zdaj še nekaj še manj mogoče WordPress tudi uporabljam. Okay. No, to tudi mogoče ni zahvaliti, ampak... Ne, jaz sem kar fan WordPressa. Tudi aparatus je na WordPressu postavljen. Se mi zdi, da WordPress je neka ta platforma oziroma tehnologija, ki je bila na eni točki ful je imela boljše mesto na svetu, kot ga ima zdaj, ker se mi zdi, da so še ene stvari naprej, pa se probajo prilagajati, ampak za nek page postaviti je še zmeraj mislim, če se ti da s serverjem ukvarjati, težko bolj zbereš. No. Če bi slišal, da je outsider na Joomla, ga ne vem več bral. Zadnje vprašanje, Nina, ki je vedno isto. Če bi mogla izbrati eno stvar, sprav mora biti fizična stvar, nek objekt, ne sme biti tvoja babi, recimo, ki misliš, da je bila narejena zate. Veš, živim za te tišine, to je tako dobro. Res. Ker sem prav dobre volje sem. Včasih mi je žal, da nimam videa. Tako pomislila sem na nekaj, kar je najbolj plehko možno, ampak ogledalo. Ampak ne, tega še nisem imel zmeren. Več razlož, samo več, zakaj ogledalo. Kakšno posebno ogledalo? Imaš nekaj enega, ki ga tako imaš? Lahko je konceptualno, to bom čisto vzel, pač ogledalo. Vrhunski odgovor. Po mojem, če bi en predmet vzela, bi bilo to ogledalo. Ampak ena moja prijateljica je naredila enkrat en tak umetniški objekt, ogledalo, ki mu je v sredini, ga je izrezala, tako da je sam tak obroč. Okay. Ja, ogromen, ful fascinantno zgleda, tako da se itak nisi videl not, ampak svet pa še vedno odseva. Štekam. Okay. Tako se mi zdi, da je fajn vedno opazovati svet skozi svoje oči, ampak hkrati spremljati vse od sebe nekje zadaj, ki se porajajo tam na tej površini. Tako da evo, Špegla pa še nisem imel, se mi zdi, kot odgovor. Nina, najlepša hvala, ki si čas vzela. Z veseljem. Lahko rečeš adijo. Adijo. Čau. Ajde. Tole je bila 196. epizoda Aparatusa. Nino in Outsider najdeš na outsider.si. Dobro, da so to domeno dobili, kar lepo. Jaz sem seveda povsod Anzeta, tako da mi lahko na Instagramu pišete in vam kaj odgovorim, če vas zanima. Zdaj pa, ker se bliža 200. Epizoda Aparatusa, kar je kar noro, sem naredil na aparatus.si poševnica 200, se pravi 200 z besedo, en obrazec, kamor lahko ti, človek, ki tole posluša, postavi meni vprašanje, potem bo pa pižama ta vprašanja prebral, jih zbral toliko, da bova lahko naredila celo epizodo in mene spraševal ta vprašanja. Seveda bojo ta zadnja, strojna programska oprema in pa moja stvar, to itak bo, tako da ne tega spraševati, tako da res ful dobrodošlo, da me karkoli vprašate, karkoli ste kadarkoli hotel vprašati, pač karkoli. Pejte na aparatus.si poševnica 200, tam bo obrazec,
napišite noter svoje vprašanje, pa podpišite se, tako da lahko pol Pižan reče, hej, tole je pa Franci, ali pa tole je pa Franska vprašal, ne? Ker to sta edina moja poslušalca, Franci in Franska. Tako da ja, to je to, pomagajte narediti 200. epizodo Aparatusa. Še enkrat, številka, do katere nikoli nisem mislil, da bi prišel in več ali manj prišel, samo zato, ker poslušate in podpirate. Tako da to je do naslednjič to in ja, adijo.